nikoli, ampak res nikoli ne bom razumela logike, a raje imam prazen prostor in nič denarja ne dobim od tega prostora, ali pa pač imam nekoga v tem prostoru, ki skrbi za ta prostor in plačuje stroške namesto mene. Prijavljati se kakršenkoli zastojn prostor v Ljubljani bi potrebovali najprej 2 leti kot zavod, da ratejo zavod, potem dokazati, da so v javnem interesu in šele potem. Si, ne vem, magister fotograf, pa imaš, kar se analogne fotke tiče, tako znanje, kot jaz, kar pomeni nikakvo. Ne vem, enkrat je en štekar razpadel, pa pol štrom ni delal neki cajta, dokler nismo pogruntali, da je pač. A bo en tak podcast, če izpostavljamo to, da rabimo place, a ga bo kdo relevanten slišal, a se bo kaj spremenil, a čmo o tem govoriti? Umetniških ateljejev, prostora za delovanje kulturnih delavcev, pa mislim, da nismo dosegli absolutno ničesar. Zdravo, dobrodošli v 3. epizodi 3. sezone Kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes sta z nama 2 člana kolektiva Kela. Fotografinja in kuratorka Anja Seničar ter fotograf in kemijski mojster ali tehnik fotografije Peter Fetih. Pogovarjali se bomo o skupnosti, kolektivih in vsesplošnem združevanju v kulturnem sektorju. Dotaknili se bomo tudi fotografskega medija, razmerij med analogno in digitalno fotografijo in zakaj bi sploh kdo danes v izobilju digitalnega še rad packal in razvijal po ta starem. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, kjer klepetava o aktualnih razstavah ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Zelo pogosto pa k klepetu povabiva sogovornika, ki je na tak ali drugačen način vpleten v delo v kulturi. Tokrat kar 2. Vse pomembnejše informacije, stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih bomo omenili tekom podcasta, jih bomo polinkali v opis. Torej, če ste na YouTubu, je v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek! Posladek! Živijo, kako sta? Dober večer, Dober večer. Zdaj vsi vejo, da zvečer snemamo. srednoči skoraj. Nočna epizoda v kleteh. No, da začnemo. Naredimo najprej eno tako malo inventuro. Koliko se zdaj trenutno v Keli? Mogoče dajmo najprej povedati, kaj je Kela, za ljudi, ki prvič slišijo, kaj je Kela. Kela je v osnovi ateljejski prostor, kjer se trudimo imeti čim bolj odprta vrata za kogarkoli. Fokusom na fotografijo, question mark? Ja, več ali manj. Osnovni del Kele, oziroma zakaj Kela obstaja, je zaradi temnice, tako da rečemo, da je osnova je neka analogna fotka, je pa dovolj prostora pol bilo, da je noter, ne vem, eni se malo s kiparstvom ukvarjajo, eni se z raznimi umetniškimi projekti, praksami, kakorkoli, tako da, zmešano vse. Ok, torej v glavnem za tiste, ki ne poznajo, gre za več kletnih prostorov združenih skupaj, kjer ima v bistvu torej vsaka oseba nek svoj kotiček, hkrati pa so vsi kotički od vseh. Tako. No, načel si malo o tem, kdaj je nastala, zakaj je nastala. Tudi tukaj me pravzaprav zanima, zdaj koliko ste stari, to je zdaj enih 5 let. Ne, manj. 4 morda. 4? Ja, možno. Počasi bo 4, če ni že 4 leta. Tam nekje smo, ja. Začetki so bili kakšni? Kela obstaja zaradi ene mašine, ker nismo imeli prostora za njo. To je v osnovi nek povečevalnik, ki ga je Rauch najdel na Geodetskem inštitutu, pa je bil neki cajt na Vistu, pa se je Vist selil, pa niso imeli prostora več za njega, tako da se je valil po različnih kleteh in garažah,
nekaj let, pol smo pa bolj po naključju kakorkoli drugega. Mislim, skozi smo nek prostor iskali, ampak ne zelo aktivno. Ampak ja, smo nekako prišli do tega prostora. Najdla ga je po moje bolj po nesreči Tiljan Mucik in po prvem lockdownu in poletje smo pa ta prostor spedenali, privlekli mašinerijo noter. Mislim, ta povečevalnik je, kakor vem, ne, to ni taka majhna zadeva, to ne govorimo o neki zadevi, ki jo postaviš na mizo. Mogoče malo več pove, koliko je sploh težek, kako ste ga sploh dol prinesli, ker ta zadeva je ena tona. Ne, ni tona. Je Mogoče za veste poslušalce, da govorimo v resnici o povečevalniku, o katerem je tudi že Sara Arman govorila, ko je bila gostja. Verjetno. O tem istem procesu vlačenja te ogromne zadeve dol po štengah in za vogali in v prostoru, v katerem se zdaj nahaja, predvidevam. Ja, mislim, povečevalnik ima nekih 350-400 kil, temu primerno okoren, pač neka škatla, ki jo je treba spraviti v klet. S tem, da ima vaša klet še 3-4 zavoje po stopnicah. Absolutno, seveda. Kot se spodobi. Mislim, zakaj bi si olajšali delo, če to ni nujno potrebno? Ljubkovalno mu rečemo krava. Ja, ali pa tele, ali pa mislim, da ima vsak nek svoje ime zanj. Zagrabili smo ga, na gurtne dal, spuščali po štengah. Mogoče na srečo to ni posnet, ker je bilo verjetno ful zabavno, če bi kdorkoli to videl. No. Imam občutek, da je nekdo snemal. Neka fotka obstaja. Fotke obstajajo, posnetih je prvih 20 minut, se pravi v nekih 20 minutah smo, ja, tako nekako. Pojelo pa že preveč. Ja, tam nekje do 3. stopnice je posnet. Ampak če prav razumem, vi ste odkupili to mašino ali vam je bila z neko kompenzacijo podarjena ali kako? Mislim, da je v štartu Vist odkupil, ko se je Vist selil, so ga več ali manj dali na odpis. In smo si ga v bistvu Peter Rauch, Anže Grabelšek pa jaz prilastili. Ampak še v celoti delujoč, funkcionalen. No, relativno. Pogojno. Da se z njim delati, no, tako. Kaj se pa z njim ne da delati? Mislim, ne da se ga uporabljati, kot je bil mišljen. Prav, vsakič, ko hočeš filter zamenjati, je treba malo iti v settingse. En knop za fokus je crknut, tako da pol zobnik na roko malo vrtiš. Tako kot avti, oldtimerji, malo ljubezni za to, da ga naprej. Malo ljubezni, malo šraufaš, malo kovneš. Zdaj za nas, ko se ne spoznamo tukaj na fotko, razlika med tem povečevalnikom in unima ostalima dvema, ki jih imate v sosednji sobi, ki sta občutno manjša in taka bolj namizna, gre torej, v glavnem gre za to, da lahko s tem teletom povečuješ na občutno večji format in je to edina njegova prednost. Ja, to je ena prednost, druga prednost je pa, da not stlačaš občutno večji negativ tudi lahko. Se pravi, gre do 10x10 inčov oziroma 25x25 centi, tok velik negativ gre noter in seveda vse manjše variante. Dost močnejšo žarnico ima, se pravi, so osvetljevalni časi pač pri večjih povečavah saj približno normalni, pa izredno stabilen je, dobre leče ima, tako da dejansko dobiš kar zelo ostro veliko povečavo. Ja, kar recimo za manjšim povečevalnikom namiznim spraviš tam do ene srednjega formata. Tako. Plus teoretično lahko delaš velik format, ampak ja. Spomnim se nekih starih čeških ali ruskih povečevalnikov, ki si jih lahko obrnil za 90 stopinj, pa si potem povečeval. Se da, ampak tukaj prije pa ta glih stabilnost v igro, ja, se ga lahko obrneš, ampak nikoli ne bo res ful stabilen. Ne. Ta je pa na tračencah, ja, ima 400 kil, tako da... Mogoče bi se kar na ta začetne vprašanje oziroma komentarne, zakaj danes sploh še delate analogno? Ker je fun, edini razlog, kar se mene tiče. Anja? Ne vem, mene najbolj pred tem vsem v bistvu privlači taktilnost materijala. To, da je nekaj otipljivo za razliko od digitalnega. Mogoče za vse debile, ki niso strokovnjaki na področju fotografije. Explain me like I'm 5. Kaj mogoče pomeni to ful velik negativ gre noter? Kje dobiš take velike negative? Za nekoga, ki pozna samo une negative, ki ti jih dajo v fotokliku,
preden ti dajo slike v kuvertici. In kaj vse paše mogoče pod to taktilnost, o kateri govoriš, Anja. Torej, mogoče ne rabim zdaj razlage, kako nastane fotka, pa kaj to pomeni, ampak mogoče kaj je recimo tisto, s čimer se ti ukvarjaš, najraje s katerim delom procesa in mogoče ta proces pojasniti na tak zelo basic način za nekoga, ki pač nikoli še ni bil v temnici, razvijal fotografije, ampak samo, kaj šele za mogoče kakšne bolj mlade, ki niso nikoli bili primorani se ukvarjati s filmom, ali pa za une, ki smo se ukvarjali s filmom samo na tak način, da smo pazili, da ne odpremo fotoaparata prekmal in potem smo to nekam nesli in so to tam naredili za nas. Kar se formatov negativov tiče, najbolj standardni je 35 mm film, to je takega, rečemo, da, ne vem, če glih vsi, ampak večinoma poznamo. Pa seveda obstajajo tudi večji formati, nekako naprej gre srednji format, je reče samo 120, je fotka na njemu je 6 cm po krajši stranici, pa odvisno od formata. Za velik format so nekako standardni velikosti 4x5 inčov, 5x7 inčov ali pa 8x10 inčov. To so vse še taki formati, ki jih ne glih v fotokliku, ampak dejansko greš v štacuno in kupaš oziroma po netu naročiš. Ampak čemu pa so noter te filme? Mislim, kako se jih uporablja? Enkrat, ko priješ do velikega formata, so to lističi. List filma, ki ga daš v kaseto, ja. Posebno v bistvu škatlico. Škatlico, ki jo vstaviš v fotoaparat, ki je seveda primeren format. Zato, ker se mi zdi, da mogoče nek povprečen človek se srečuje samo z unim klasičnim formatom filma. Ja. Pri malih in srednjih formatih imaš v bistvu je film na roli in se ga ustavi približno tako, kot je recimo, da ga poznamo vsi, mogoče najmlajša generacija ravno ne. Ja, pri velikih formatih pa so to, tako kot je Peter rekel, lističi, ki pa grejo v posebne kasete. Mogoče še lahko poveste, zakaj pravzaprav je pomembno, da imaš večji ali manjši format in zakaj teh velikih formatov pri digitalni fotografiji danes ni. Večjih formatov ni, srednji še. Pa še te so manjši od srednjega. Mislim, večji so pol skenerji dejansko, ne. Tako da obstajajo približek velikega formata tudi na digital. Prednosti velikega formata, en je čist resolucija, valjda, večji kaj negativ, več informacij spraviš gor. Druga prednost je pa, to so pol neke relativno velike mehovke, ne. Ena prednost je, da imajo vse možne pomike, se pravi, lahko mu določaš, kje bo fokusiral, oziroma ravnino fokusa, lahko poravnaš perspektivo, lahko bilo svoje cajte pač pri arhitekturi zelo pomembno, seveda. Ja, danes se da marsikaj tudi čez Photoshopom narediti, dokler imaš dovolj megapikslov. Exactly. Edino pač mogoče ravno ta ravnina fokusa. Ravnina fokusa je... Ostaja edinstveno. To ostaja edinstveno. Globinska ostrina je pač majhna. Ja, mogoče pri digitalnem lahko slačeš ogromno pikslov v tistih 35x24, pri analognem pa ne moreš več kot toliko dejanskih atomov tega srebra slačiti. Ne gre. Ne gre, fizično. Mislim, mogoče bolj pomemben faktor tukaj, koliko te upočasni cela stvar, ne. Dejansko vsako fotko delaš pol kar neki cajta. Ja, mora biti na stativu, z redkimi izjemami, ampak rečemo, da daš na stativ, preden določaš vse možne te ravnine fokusa, pa poravnaš stvari. Lahko v bistvu dost premisliš, kaj točno fotkaš in zakaj fotkaš. Tako da se mi zdi bolj pomemben ta faktor kot, ne vem, to, da je večja resolucija. To velja za, po moje, vse velikosti filma. Ta razmislek pa... Pa ne vem, nek point and shoot pač šklavcaš. Ja, ampak vseeno ni enako, kot če ti dam digitalni fotoaparat v roke. Ali ti je vsem škoda filma? Ja, ker je drag. Ja. Do Petru ni škoda. Ma ne, mislim, Peter toliko malo fotka, da je vseeno. To je pa laž. Ne, dejansko malo pazaš, definitivno na digitalcu več šklavcaš. Ampak gre pa progresivno, ne vem, na 35 mm vseeno.
kaj pošklocaš na srednji formaciji, že malo bolj pazljiv. Pri velikem formatu je pa sam postopek tako dolg, da fizično ne moreš glih šklocati. Ne. O koliko dolgem postopku govorimo? Približen. Ker zdaj ne vem, a govoriš o 1 uri ali govoriš o tednu? Ne. Pol urce rečemo, urco. V primerjavi z... Ja, ne vem, koliko porabiš Sekundo. za pofotkati na telefonu. Okay. Nič. Moram Sekundami. odkleniti telefon, pa moram tam, pa moram naštimati, ker format bi. Sej mislim, da tista pol urca se pol tudi zamudi, ne? Če računaš, da moraš priti na lokacijo, moraš postaviti vse skupaj. Itak. Pač dejansko vsaka fotka rata proces. Dost bolj se ukvarjaš in z vsebino in zakaj sploh fotka. Bolj se mi zdi, da te prisilh razmišljanju kot čist kakšne fizične lastnosti same fotke. Čeprav je neka posebna estetika tudi. Tebe verjetno največ ljudi pozna po teh črno-belih analognih fotografijah. Vsaj to, kar sem jaz uspela zaslediti tudi na Instagramu, pa to, kar sem tele tudi po Keli videla. Kaj pa, Anja, s čim se pa ti ukvarjaš? Mene pa ne poznajo. Ja, ti imaš samo 4 fotografije na Instagramu. Ja, vem. Bom se poboljšala, obljubim. Bomo počakali. Da poveš. Jaz se zdaj sem že nekaj časa bila, 3/4 leta vsaj zelo neaktivna v polju produkcije lastne, ampak ja, kot sem prej omenila, materialnost fotografskega medija je primarno to, kar me zanima. In zadnje par let se večinoma ukvarjam z fotografskim papirjem kot nosilcem in kaj mi nudi v svoji materialnosti. Se pravi, nekako ne fotografiram v tem klasičnem smislu, se pravi, ne vzamem fotoaparat v roke in grem fotkat, ampak me zanima papir, ki pa je v bistvu pri procesu razvijanja fotografije iz negativa na papir, se pravi v bistvu druga stopnja, ne? Recimo po nekem konvencionalnem postopku razvijanja fotografij v temnici. Mene samo zanima, kaj se dogaja s papirjem, ki je osvetljen, kaj se zgodi, če tak papir recimo zgubaš, osvetliš pod določenim kotom, mu dodajaš različne kemikalije ali podvzemaš neke lastnosti. To. Pol neka vsebina fotkanega v resnici ni. Ker ni fotkano zares. Je zelo, dajmo temu reči, formalistična praksa. Ja. Ravno o teh praksah zdaj pogovarjamo tudi vse te analogne fotografije in tega se dejansko ne bi dal delati, če vi ne bi imeli tega prostora, v katerem smo danes v gosteh. Ali kako bi izgledalo to delo, če ne bi imeli Kele? Mogoče... Kopalnici, ok. Tako ponovadi. A bi se začelo tudi? Ja, jaz sem študirala na akademiji, v bistvu vizualna komunikacija, smer fotka, tako da tam so se dogajale. Jaz sem imela že od začetka, odkar sem se v srednji šoli začela zanimati za fotografijo, je bilo to zaradi temnice, ki smo jo imeli. Tako da jaz kopalnice zares nisem potrebovala, so pa kolegi se posluževali tudi kopalnične fotografije oziroma kopalnične analogne fotografije. To, da imamo prostor, je sam luksuz, valjda se da več, lažje. Ampak ja, se vedno nekako znajdeš, neko klet že najdeš nekje, ali pa kopalnico, ali pa za neko zelo basic temnico zares ne rabiš neke full infrastrukture. No. Ko že govorimo o prostori in njegovi rabi, kakšna pa je torej vaša, mogoče najprej tisto, kar je tudi Jernej na začetku vprašal, koliko vas sploh je trenutno v kolektivu in kakšna je struktura na način, kako delujete? Ja, sej ne vem, koliko nas je, 7, 8, tam nekje. Ta številka je že od začetka nekako približen, ja. Sam, da so malo se menje. Ja. Menjujejo se generacije oziroma ljudje. Tako da trenutno Sara Arman je zelo aktivna tleno, Luka prijatelj, Anja malo manj. Anja je šla na pauzo. Lana Požlep, Hanna Podvršič, dober je bila, pa je zdaj na izmenjavi, tako da verjetno prije nazaj. Iva Suhadolnik, Gregorin, Ronja, ki nimam pojma, kako se piše, pa Luka prijatelj. Prej je bil z nami še Peter Rauch kot začetni investitor. V štartu so bila, z Rauchom smo v bistvu iskala plat za to mašino, pa glede na to, koliko placa smo dejansko najdli, smo zafilali z ljudmi, ki so rabili plac plus in saj malo
prav pride, da imajo temnico pač v sosednji sobi, enim bolj, enim manj. Urška Prajs je bila dolg cajt, no, se Tako, zdaj ja. v Berlin preselila, v Štart je bila še Katja Goljat, Lin Gerkman je bil neki cajt, Ja. tako da je zelo fluidno. Jaz se mi zdi, da sem opazila nek model, nek vzorec, pač ta naša prva generacija, Sara, Luka, Lin, Urška, jaz, smo v bistvu nekako ob koncu faksa na akademiji rabili prostor in zdaj se mi zdi, da se to mogoče malo ponavlja, da se mlajše generacije, predvsem punc, ki si jih omenil, so zdaj tudi proti koncu faksa. In Ja, pa še Vita Ma- Tušek, fak, sem pozabil. tako, ja. Je to nek soft prehod iz opreme na faksu, ki sicer ni pretirano pestra, imajo pač tle opcijo, da delajo in mentorstvo Petra Fetiha. Ja, čeprav se trudim, da čim manj posegam v njihovo delo, ampak ja. Torej, nekje na faksu, torej na akademiji, pač vas ljudje poznajo in vejo, da recimo so vabljeni, dobrodošli, da se pridružijo, da pridejo pogledat, poznajo vas, kaj delate in vejo, da je opcija, da če rabijo mentorstvo, kot si rekla, ali pa prostor, da lahko pridejo sem, pridejo pogledat, pridejo sem delat, ali je to bolj tako, ali sprejemate nove člane? Koliko moje je to sploh vprašanje. formalno, neformalno? Ni. formalno. Institucija ste, mislim, Absolutno. društvo. Ne, mislim, jaz imam zavod, tako da uradno delujemo kot zavod Artard, Ampak Kela deluje. ampak Kela deluje čist, če sploh deluje. To je še eno vprašanje. Ja, ker za potrebe nekega takega kolektiva, ki ima tak dost velik prostor v resnici, pa da vas je več, pa se menjate, tukaj je v bistvu ful nekih logističnih vprašanj, ne, že zaradi, ne vem, varnosti, ključev, medsebojnega zaupanja, takih stvari, čiščenja, konc koncev, ne. Čistimo pač ne, pa simpel. No, sej veste, kaj mislim. Ja. Tako, kdo je kleki, a ne, imate kakšne mesečne kolegije, kjer se imate kakšne stvari za zmeniti? Mislim, da smo se na začetku to zelo trudili in nam je do neke mere uspevalo, potem pa je bilo fluidno. Dokler ni kaj zelo narobe. Vse je zaupanje. Tisti, ki ste bili kdaj tle noter, veste, da plac ni glih. Niti sterilen, niti je primerno razfukan. Tako da pač ja, delaš kar češ, več ali manj. No, sej tudi v oziru do ne vem kakšnih umetniških del, ne, da nekdo pride pa se tika tvojih stvari, pa jih pohod po nesreč, ker pač nima kam dragam stopiti, ali pa hoče uporabljati tvoj komp, pa ti neki, pa bla, pa žge svečo, pa se kaj zapali, take stvari. Pa ne vem, nismo imeli nekih ful problemov. Ne, to potem se kak radiator pusti odprt, to pa je bilo to. Poplava? A je bila kdaj poplava? Mislim, poplavo sem jaz večkrat naredil, ja, valjda. Dobro, dokaj si jo ti naredil, ni bilo zunanjega vpliva, je še ok. Ne, pa mislim, kdorkoli jo naredi, pač sej. Pač ni bilo nekih incidentov, jaz se ne spomnim. A so bili? Ma ne vem, enkrat je en šteker razpadel, pa pol štrom ni delal neki cajta, dokler nismo pogruntali, da je pač en konc utikača ostal v štekerju randomly. Takrat se je malo neki skural. Tako imam impression, da mogoče, kar se tiče delovanja znotraj kolektiva, neke možne hierarhije, nekega reda, nekih začrtanih planov naprej, da mogoče ste, kot si rekla, dosti fluidni in da ne razmišljate toliko o tem, čeprav zdaj res, da govoriva samo z vama, ne, mogoče pa tam Sara v čošku, pa tako joj. Ampak, ne, ker mislim, najin plan danes je bil torej pogovarjati se sicer o kolektivu Kela, ampak tudi nasplošno, ne, zakaj so recimo taki prostori ali pa taki kolektivi pomembni. Je pa res torej, da različni kolektivi delujejo na različne načine. Valjda je pogojeno s tem, s čim se ukvarjajo, kje se nahajajo, ne, če bi vi dobili neke fancy prostore, kjer bi, ne vem, pa bi imeli denar, pa bi si lahko prvoščali, ne vem, nekoga, ki to vzdržuje, pa ne vem, vam še tam kuha kavice, ne, bi verjetno ta odgovor bil malo drugačen. Meni glih to point tega prostora, da ja bi ga poliješ kemijo, doesn't matter. Pač ja, seveda se trudiš ne zažgati, ne uničvati, prej ali slej kaj gre.
Mislim, če bi imeli zdaj, veš, tako kot, mislim, če bi imeli bolj sterilno okolje, pa novo opremo in tako dalje, bi bilo verjetno potrebnega malo več nekega protokola, no? Ampak se mi zdi, da smo si odrasli normalni in da se bi lahko takih protokolov držali. Ampak o tem je brezpredmetno govoriti, ker takih prostorov. So neki protokoli, da pač ne vržeš skenerja po tleh, ampak ja, that's about it. Kaj? Čuden, ne? Ja, se iz vidika tega vzdrževanja me mogoče še zanima, vem, da na začetku je ta zadeva bila tako zelo v razsulu, da je bila to v bistvu... In to vzdržujemo. Ja, ampak kakor se spomnim, oziroma kakor vem, je bilo še slabše, kakor zdaj. To je bila neka pozabljena klet, bi lahko človek rekel. Nekdo je tle živel. Nekdo je tle živel. Ja, Leta nazaj. ja. No, pa se to je tako na pol meščansko večsobno stanovanje, ta klet, o katerem govorimo, ima kar visoke stropove v resnici, ne? Ja. Obokan Imamo strop. tuš. Tuš. Sicer še vedno je podkleteno, še vedno obstaja neka stara pralnica. Ta klet je bila dejansko, ko smo mi odpršali, je bila zapuščena 5 ali 10 let. Neki cajta so bili junksi noter, tako da smo malo igle ven metal. Tla smo več ali manj, mislim, da kar vsa ven vrgal, nek čuden linolej, napol zgnit. Prepleskali smo, elektrike ni bilo, vode ni bilo, tako da smo to napeljali. Ampak ja, zrihtali smo do neke mere, namreč rečeno je bilo, da nam dajo plat za 2 leti. Tako da valjda nismo šli v ne vem kakšne pretirane investicije. Te 2 leti se zdaj počasi podaljšujejo, kar je nam čist cool. Ja, je pa pač še vedno dost provizoriš vse skupaj narejen, kar je mogoče tudi čist prednost. Vem, da tisto pralnico se je nekdo enkrat zamislil, da jo bo še preuredil. Zdaj presenečen po, ne vem, letu, 2, ko sem prišel nazaj, skoraj v istem stanju, kot je bila. Zdaj, ko veste, da bo zadeva mogoče dlje časa. A so spet kakšne te želje po opremljanju, obnavljanju, ne vem, ometavanju določenih sten in podobnega, ali je to zdaj že pozabljeno in ostaja tako, kot je? Mislim, glede na to, da je ta hip v pralnici se ukvarja z nekim kiparstvom in ni čist paše, da je pač da lahko gips meče po stenah in tako naprej. No, ampak sem mislil v celoti prostor, ne nujno ta specifičen. Mi bi na vsak način rada, da vi ful pošlihtate ta plec, vidim. Ja, seveda. Ne, jaz Mislim, da bo kar zelo ostal. cenim ta urejen red in funkcionalnost. Ne, mislim, da bo to ga bomo vzdrževali, kolikor je nujno potrebno. No. V vsakem primeru ne ometati tiste sobe, ki ima poslikave po Ne steni. Tist pa zna biti umetnostno-zgodovinske vrednosti, ker se klet nahaja v stavbi, kjer so secesijski biseri doma. Zdaj 5 umetnostnih zgodovinarjev ve približno, kje se to Mogoče je nahaja. kaj že prekrit, ne? Ampak Ja. ta stavba ne bi šla v obnovo. Ja, Zato sem- tudi Vprašanje, a Aha. skupaj s spomeniškim varstvom ali bo sam. zato mislim, da se tudi ne ukvarjamo s tem prostorom več, kot je potrebno, ne? Ker je vedno ta preteč time Tako limit. po nekih informacijah od ne vem kje naokol se zna podaljšvati še kar neki cajta. Ok, kaj pa recimo v primeru, da bi se zgodilo, ne vem, da vam rečejo, morate ven, ne vem, pol leta imate cajta, bo šla kela drgam, ali bo kela sam ratala nek... Ja, tele more nekam iti. Ja, tele mora Razredno. nekam iti, ne. Dejansko. Kdo bo spravil to tele ven? Ja, verjetno jaz in upam, da mi bo kdo pomagal. Ko je šel not, bo šel tudi ven, na silo pač nekako nimamo nekega full plana, kako še, ker se s tem trenutno še ni treba ukvarjati. Mislim, ja, pač nekje bomo iskali nov plec, vprašanje je, kje, koliko bo prostora, a bo dovolj sam za temnico, pa bom jaz več ali manj sam to pol imel, ali bo spet neki tazga, ampak bo kar bo. Kaj pa trenutno stanje, kar se tiče opreme, naprimer teh kemikalij? Kdo to kupuje, kdo to zalaga? Za kemijo, kar jaz skrbim. Itak jo načeloma toliko ponudam in za svojo prakso in za to, kar za druge delam,
da jo imam skozi na lagerju. No. Imeli smo tudi to srečo, da ko smo se samo uselili in se nekako razvedeli, da je neka taka temnica, smo dobili kar veliko nekih donacij. Sem se te opreme za temnice je po nekih kleteh verjetno še neomejeno. Ja, marsikaj smo zastonj dobili, marsikaj, pač nekaj sem jaz prinesel, nekaj, ne vem, Anja prinesla. Tako social, vsak malo prinese nekaj, kar ima, pa skupaj, da se stvar deli. Ja. Tam je nekje v temnici, če najdeš in rabiš, pač ponucaš. Ja, tako kar v redu, mislim, to se sliši tako zanimivo, no, da ste prišli do takega rezultata, glede na koliko zelo po občutku ste, ker to bi mogoče skoraj človek pričakoval od nekega prostora, ki je financiran, boh si ga vedi, ki je, da imaš pač ta konstanten dostop do nečesa. No. Stroški niso spet toliko veliki. Kemija ni lih poceni. Kemijo že nekim naročnikom zaračunam dovolj, da je še za pač študente, če not uletijo ali pa kakorkoli. Ali pa veš, kakšen projekt imaš za delati, ne? Recimo Luka, prijateljka, na zadnje delo za razstavo, pač veš približno, koliko česa rabiš in potem pač to kupaš, se ni druge. No ja, valjda. V tem primeru pol je pač zaželjeno, da ostane tebi, ne? No ja, valjda, če si nekaj za svoj projekt kupaš, tako. Obviously. Pa mislim, da se to tudi kar spoštuje. Po drugi strani pa pač kar ostane, pa pač ostane in rata skupno dobro ali kakorkoli. Pa ene stvari se zelo zanimivo reciklirajo ali se uporabljajo za kakšne eksperimente, recimo kakšne starejše kemikalije, pa to so načini, kako... To je tvoje področje. Ja, pa Sarino tudi, no. Ja. Bolj Sara mogoče, z pretečenimi stvarmi. Jaz papirov, ne pa bolj filmi, ne. Kaj pa kakšno vprašanje varnosti čistko? Jaz se ne spoznam, ampak zdaj te polivanje kemikalij, pa tako, a je kletni prostor tako malo bolj zaprt, a je to kakšen choking hazard? I'm still here, ne vem. Vse imamo prezračevanje. Imamo prezračevanje, to pa imamo. Smo varni. Ste varni. Imate nalepko zgori, smo varni. Nič še ni eksplodiralo, no? Ali pač? Ti sam ne veš. Peter nosi na plečih neke spomine. Zdaj pa malo več povedati, kot to je za ta ekstra bit. Kaj je eksplodiralo? Zanč mi je nek grelc eksplodiral, če smo glih pri eksplozijah. Neka random stvar naj bi bila industrijski grelc za tekočino. Mislim, pričakovano je bilo skoraj, da ne bo delal in da kaj pa potem? Nisem pričakoval, da bo eksplodiral. No, ampak. Kako je pa če se pogovarjamo o kemiji, sem temu za oddajo odrabljene kemije. Vozimo jo na snago. Aha, pa zastojno se. Ja. Zato da so prav zadovoljni, sprejmejo. Vse to imajo, kar mislim, da v vseh, recimo v Mariboru je isto, pač odpelješ zaston. Dokler recikliraš, so srečni, no. Če bi bili recimo kakšen biznis, pa se znaš, da je zgodi, da moraš še kaj plačati. Aha, je pa vprašljivo. Samo to ni v takih količinah tu pri nas. Niso to čist majhne količine. Ne. Niso pa industrijske. Mislim, vprašanje so primerljive, ne vem, z nekim studijem. Ker zdaj ni več toliko tega, no? Koliko recimo nek fotoformat ali pa nek diafoto razvija, a oni ne oddajo spet več teksto. Kar se s kolorijem ukvarja, nimam pojma, kako imajo oni pol. Ne, se je tudi jasno. Mislim, tudi malo razlika je. Čaba kemija je dost easy, kar se tiče nekega okoljskega vtisa. Nam rekel, da je čisto easy, ampak v primerjavi z, ne vem, Diasi ali pa kolor filmom je dost bolj benigno. No. Še vedno, jo je fajn reciklirati. Zdaj vem, da če si inštitucija ala faks, da načeloma to zbiraš in najameš firmo, ki to odpelje. No, se pravi, no, če si neka inštitucija, neko podjetje, pol imaš nek strošek od zadnje. Sem presenečen, moram reči, da je to full fine, da sprejmejo tako na snagi, ne? Da ni, da te samo odslovijo, najdi zdaj nekoga, da ti to... Na barju je celo ena polička, ki je označena s fotokemijo.
To pa zaradi vas, po mojem. No, vidiš, jaz sploh nisem vedela, da obstaja kemija, ki more iti v smeti in se pravilno ločevati. Nisem vedela, da nekdo, ki se ukvarja s fotografijo, ima pol tega. Vidiš? Izobrazite me, no? To je to, kar ostane od porabljenega ali to, kar preteče rok? Ne, kar ostane od... Nisem dober. A ima rok uporabe ta kemija? Absolutno. Film ne popije, ne ničesar. Mislim, malo mogoče. Gre, so take zanemarljive količine, da... Torej, ko skopaš film, tisto, kar ostane, ti moraš stran zliti. Ne moreš še enkrat uporabiti. Neki lahko, neki ne moreš, ampak prej ali slej. Če pa to zliješ v WC, Ni najboljš. Ni tako je najboljš. ribica una mrtva gor narisana. Mislim, tako je strupeno. Na enih je, na enih ni. Verjetno zares večina te čabakemije ni kaj dosti hujša od čistilnih sredstev, ki jih kupaš v štacuni, ki grejo v tok. Če se Če prav pride v spomnim, na, stik z recimo očmi. na E6, ki je zadija, ti prav piše, da moraš To je pa- reciklirati. Ja, Milik zadnjič odnašal. ja. Mislim, fiksir je mal tečen, ko se v fiksirju se srebro nabira. Ne? Težkih kovin ni glih fajn metati naokol. Zdaj so neke minimalne količine, ampak vsaj recikliraš, valjda. Mislim, neki amaterski fotografi, recimo, ki delajo doma, tako vsake toliko, ker če zlejo kaj stran, ne naredijo neke ogromne škode, ampak če pa ti to skozi No, ne delaš, je tega pa to malo delati. drugače. No, ne tega delati. Ja. Ne, ni bilo, Pa ne si dajati v oči. ni bilo mišljeno, da naj se to počne, ampak hočem reči, Ja. v zgodovini analogne fotografije je bilo ogromno ljudi, ki je doma to stran metalo. Ja, itak. Mislim, verjetno napram pač, ne vem, koliko je zdaj digital, je zadnjih 20 let, se pravi, cela zgodovina prej je šlo, verjetno te kemije toliko v otoke, da... Ja, da to, kar tudi če bi danes nekdo dal, ni primerljivo. Ja, a veš, predvsem pri količini, koliko se je takrat na filme fotkal, koliko se zdaj... Zdaj, ko govorimo toliko o kemiji, ne, jaz vem, da ti delaš tudi za druge, pa prej si omenil, mogoče še malo več povej, kaj počneš ti, Peter. Zadnje par let delam dejansko kot printer, se pravi, ljudje mi prinesejo negative, s tem izdelam fotke in to je to. Ampak to govorimo To o ni- nekih art fotkah za neke projekte ljudi, ki se resno s tem ukvarjajo, ali ti lahko jaz prinesem fotke od svoje... Mislim, lahko mi, sam ni pocen. Okay, no Komod. Okay. Ne, načeloma so več. Koliko? Meter ka 2 metra. Meter pa pol krat 2 metra. No, vidiš. Mislim, ajde, 1,42 je najširša rola, ki se jo dobi, tako da, ajde, 137 krat, mislim, da pol prije 202,5 cm je maksimum, kolikor gre. Govorimo torej o tem, da imam jaz nekaj na filmu in mi ti to povečaš na bolano dobro fotko. Ja, no, mislim, mora biti že do neke mere vsaj približno kaj negativ, ne? Ampak ja, naredim. Ampak kaj pomeni približen ok negativ? Če je ta negativ tako zelo art in zjeban, a ga to naredi slab negativ ali slab negativ pomeni nekaj drugega? Ne, slab negativ je v mojem, mislim samo to, da je toliko podosvetljen, da se ga ne da fizično sprintati. Da je pač kaj črna oziroma bela packa? Ali... Ja, več ali manj. Mislim, tega se pač ne bi glih ful z veseljem loteval, no. Se da do neke mere kaj vam potegniti, ampak A veš, če gre recimo za neko črno-belo fotko, ful pobližano neke ograje in je v bistvu samo ena črta razmazana. Pa jaz mislim, da je to ful art, pa hočem to sprintati. A se to smatra kot slab negativ? ne, dokler se v načrta vidi na negativu, it's fine. Mislim, ne vtikam se v to, kaj je na negativu. Govorimo čisto tehnično. Ja, če mi prineseš kompletno prazen negativ, težko karkoli naredim. Oziroma, ja, lahko dobiš črn papir, valjda. Če si to hotel, zakaj ne? Ja, ni panike. Kaj pa tvoja čisto osebna praksa? Prej smo omenili, da delaš v črno-beli tehniki analogne fotke. Ja. Za razliko mogoče od Anje, ti imaš nek vsebinski fokus? Izhajam iz nekega skateboarding, snowboarding, športne fotografije dejansko. No. Sem tudi to čisto komercialno, kar je ne par let delal. Mislim, jaz se s temnico ne ukvarjam zdaj, ne vem, že forever. Sem prvič v temnico, dostop do temnice dobil nekih 12 let nazaj in sem se takrat šele začel v bistvu učiti. No. Ampak ja, me je pa kar potegnil in zadnje 5 let praktično
sam čaba analogno delam. Zdaj je to neka dokumentarna fotka, je to neka mobile art fotka. Zadnje cajte se ful veliko igram s povečavami iz Super 8, se pravi 8 mm filma. Pač grem prav kontrasmer te neki, ja, zdaj imamo pa neki tehnično pravilno, pa ne vem kaj. Se mi zdi ful zabavno dejansko povečave delati iz materijala, ki absolutno ni mišljen niti kot fotoaparat, kaj šele, da bi se pol fotke iz tega printali. Ampak zanimivo, ne? Super 8 ni toliko slaba kvaliteta v resnici. Nekje, če bi danes gledali recimo na digitalnem videu, ne? To je tam nekje 2K, če se prav spomnim. Kar je v bistvu ogromno, ne? Za tak majhen filmček, kot kar je. Ja, napram filmom, kot smo se prej pogovarjali, nekih 8x8 inčev, tle pa je 8 mm krat, ne vem, mislim, da je... Ma ne vem, toliko je majhen, da... Kar je 8 mm ta široka, ne? Ja, 8 je široka, ja. Verjetno. Ali pa še manj, mogoče je 8 cel film širok. Ja, mislim, da je 8 cel film. Perforacije. Tako da, ja, eksperimentiram kar veliko, igram se z materialom, uporabljam ga tako, ki ni bil mišljen. V bistvu noben v Keli ne dela normalnih fotk. Čakaj. Kaj so normalne fotke, Maša? Tako, kot si jaz in ljudje, ki se ne spoznamo na fotko, si zamišljamo tako. Tudi. Fotkaš neki, razvijaš in imaš lepo fotko, na kateri se vidi, da je neki in pol si tako naredil sem fotko in to je zdaj na fotki. Ja, jaz sem daleč najbližji temu v Keli, verjetno. Ja, tam v kuhanci sem videla, da so zložene neke te fotkice na mizi. Gre iz nekih zelo lepih v narekovajih ali pa pravilnih, pa do, kako pravim, teh Super 8. Pa neke povečave, čudne stvari. Ja, rad kombiniram, no. Pač kar sem delal neke čist dokumentarne projekte, so zelo fotografski, no, ali pa zelo... Tisto so neki video, ja, da si nekaj tudi izdal, neke fotoknjige. Tako, ja. To je bilo verjetno pol digitalizirano, ali kako si se... Valjda sem si zakompliciral, kakor se je dal, se pravi, vsak print sem naredil, pa pol print skeniral. Pa potem tisto zložil skupaj, pa ne tako. So tiskarjo, da se... Tako. Torej, analog, digital, analog. Tako, pač te sam zato, ker zares ne znam dosti Photoshopa, da... Oziroma tako, lažje mi je print narediti v temnici, kaj isto stvar v Photoshopu dobiti. Kar je zelo čudno, čudno, nekonvencionalno v teh časih. Ja, se zato se s temnico ukvarjam, ker se mi res ne ljub tle na računalniku viseti. Res ne znam neke osnovne stvari. Mogoče to tudi spet, kot se ti je razlagala prejanja, ta taktilnost, ne? Je malo drugačen postopek. Ne, cel postopek je dosti drugačen, z vsako fotko se dosti več ukvarjaš. Jaz mislim, da je to mogoče simptom časa, to se ponavljam vsakič znova, pač, da smo zbombardirani z vizualnimi informacijami na vsakem vogalu in pač mogoče se zdaj to zadnja leta, desetletje pozna, da je... Zadnje leta, ja. Prna zadnje leta, ampak se v tujini pa to ni nikoli zares zamrlo ali pa, ne vem, pač se ni sam fotka, tudi, ne vem, gramofonske plošče so ponovno in... Kasete celo v zadnje čase. Ja. Wow. Pač ta nostalgija. Kako bi zdaj razlikovali med nekim tem hipsterskim obnašanjem in med takim legitimnim umetniškim comebackom? A je čudno, če rečem, da so hipsteri to začeli? Ne. A da so hipsteri začeli legitimni umetniški comeback, ki jim je... Ne, v čisto umetniški sferi je analogna fotka obstajala. Nikoli ni zamrla, Ne, skozi je bilo... Ampak vprašanje, zakaj pa je v naših generacijah pač se povečalo zanimanje za analogno na različnih področjih, je pa... Na neki točki na faksu, če študiraš fotko, se pač tudi s tem ukvarjaš, ne? Se ti ne moš narediti faksa fotografije, brez da znaš narediti analogno. Mislim, to je ena izmed govoric,
ko se pač pogovarjamo, ne, da sem po evropskih faksih, akademijah vedno manj poslužujejo analogne fotografije. A je to res pravi podatek? Težko rečem, ampak... Tudi v teoriji, ker zdaj si pa res težko predstavljam, da na koncu si, ne vem, magister fotograf, pa imaš, kar se analogne fotke tiče, tako znanje, kot jaz, kar pomeni nikakvo. Mislim, že jaz, ko sem bil na Finskem, ko sem študiral, in sem si šel sposojati veliko formatno opremo, takrat študenti skoraj noben ni koristil iz fotografije. Zdaj, a je to, veš, a nimajo tega facilitija ali pač ni interes? Mislim, meni je bilo zanimivo, ker dejansko tisto je toliko stara fotografski faks, ne, ker to je bil drugi department zame, imajo vsega polno, ampak dejansko se ni več koristilo. Študenti niso bili toliko zainteresirani. To bi bil recimo za nas tukaj raj, ne? Ker mi pač v bistvu, delamo z neko starejšo opremo, pač ne vem, papir je drag, filmi so dragi, kemija je draga. Če pa imaš na faksu možnost različnih analognih fotoaparatov, različnih formatov, ne vem, recimo barvno kemijo, pač je to neka prednost, ki bi je jaz osebno, če bi šla fotografijo študirati v tujino, bila izjemno vesela. Se pravi, da imam svašta od opreme na voljo. Na naših faksih pa ni tega tako v izobilju, če to zdaj sklepam iz tega. Absolutno ne. Obstajajo temnice, ne vem, neko basic kemijo verjetno dobiš, papir je že vprašanje, ko ga dobiš. Mislim, da kar stvar tega, da Slovenija ni imela historičnega fotografskega faksa. Ja, to je res. Recimo Praga, ne? Ja. FAMU, kolega, ki je tam študiral že 10 let nazaj, recimo, je rekel, da je, ne vem, prvi ali drugi letnik faksa, fotke, je bil obvezen predmet ali naloga, da je pač mogel pravilno narediti povečavo, barvno povečavo, v bistvu, ne? Se pravi z barvno kemijo. Kar je pri nas na faksu, na akademiji, ne vem, kako je recimo na Vistu ali Sežani. Ne, Vistu nima za barvo, ne vem, če ima sploh kdo zares facilitije. Torej nekaj, kar se v tujini, v tem primeru Pragi, razume kot na pol izpit, je nekaj, kar se pri nas sploh ne da izvesti, ker ni... Bil je del izpita, mislim, da celo tako, če se pravilno spomnim. No, ampak to, kar je Jernej rekel, pač mi nimamo historičnega momenta študija fotografije. Mislim, Ljubljanska, ALUO, no? Oziroma Ljubljanska univerza ni imela fotografije. Se tudi zdaj uradno nima, ne? Mi, v bistvu, recimo, to je program fotografije oziroma smer fotografija na programu oblikovanja vizualnih komunikacij na oddelku za oblikovanje, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. No, tudi če bi ga zdaj naredili, ne, še vedno je pa ta problem, da pač ne bi imeli opreme izpred, ne vem, 40 let, ne? Da, ker se mi zdi, da se v bistvu, kar se je delalo, pač fotografije, analogne fotografije historično na slovenskem ozemlju, da je bilo to pač predmet fotoklubov, ki so bili svoj čas zelo močna baza. Tudi v bistvu umetniške fotografije, analogne takrat seveda. To pomeni, da vsak, ki meni reče, da študira fotografijo, se mi laže v bistvu. Kaj bi mi mogel zrecitirati cel ta repertoar besed, ki si jih ti zdaj. Razen, če si na Vistu, se mi zdi. Ampak Vist tudi podiplomca. Ne. Ja, torej iz Vista folk gre na ALUO, kjer je downgrade. Ja, moja generacija je dobila odlične študente z Vista. Nik Erik Neubauer, Lucija Rost, Tiljen Mucik, Matic Pandel. Upam, da nisem koga pozabila. Boš poslala po mailu, bomo dali v... Ne, pač ja. Mailu. Ja, ne, če je pozabila, ne, če so spomnila v avto, ko bo šla domov, hitro zapisati, poslati mail, pa podamo od spod. Ali pa komentiraj, vidiš. Posname se, pa jaz to odzeditam. Še zadnja stvar, kar se tiče teh skupnostnih prostorov. Kela je imela neke projekte tudi, ki so bili vidnejši v javnosti, na katere bi se lahko referirali. Anja, mogoče ti? Je bil najvidnejši, mislim, da je bil v bistvu v sodelovanju z Škucem, z galerijo Škuc, oziroma z Tijo Čiček, kuratorko in umetniško vodja Škuca. Upam, da se nisem zmotila, Tija, sorry. Ja, mislim, da je prav.
Umetniška vodja, ja. Tako. Ona si je v bistvu zamislila, želela raziskovati skupnostne prostore skupaj z kolegom njenim, Maximilianom Lererjem. Ja, nekako tako. In smo nekako po nekem pogovoru na neki kavi smo ugotovili, da pač mogoče pa lahko združimo sodelovanje s Kelo, ki je skupnostni prostor, tako ali drugače, in naredimo v bistvu raziskavo, kaj se z skupnostnimi prostori in ateljeji dogaja v Ljubljani. V bistvu smo se omejili na ljubljansko. Centralizirali smo se. Ja, bili so vključeni še Krater, kaj so še bili? Ene par jih je bilo, poleg Kele. Ja, eni pač že... Cirkuška, Rogovska skupinca. Ole. Sem našla knjigo, lahko goljufamo. Anselma je bila vključena, Krater je bil vključen, Cirkusarna naokrog je bila vključena, Friteza, delavnica Levo. Kar nek velik skup. Se mi zdi pa, da mogoče je Kela imela malo, da je bila najbolj izpostavljena. No? Ali se je to sam meni zdelo, ker sem pač vedela, da kaj Kela je? Mogoče. Ne, jaz pa mislim, da ne. Kela ni bila izpostavljena. Kela je bila v bistvu, lahko rekli, mi smo pomagali, so ustvarjali in publikacijo, v bistvu raziskavo in publikacijo. In kasneje tudi pač razstavo. Aha, tako več ste delali zraven. Ja, kot da smo bili mi iz teh skupnostnih prostorov mogoče najbolj pod narekovaj iniciatorji, ne, skupaj s Škucem, da se pa zdaj to razišče. A sem to korektno povedala? Bili ste v proces tega ustvarjanja tega projekta, ste bili vključeni intenzivneje kot kera od drugih. Tako. In tudi oziroma, v publikaciji smo bili, mi smo okoli hodili in zbrali najprej te prostore in jih intervjuvali in dokumentacijo naredili, kakorkoli. Ja, ampak pol nekako na razstavi, ne, ki je bila v Škucu, in potem v spremljajoči publikaciji, pa se mi zdi, da so nekako enakovredno bili predstavljeni. Ja, posamezni, vsak je imel nekaj svojega. Ja. Tako. Če te lahko goljufamo, sem dobil ven, kdo je bil vključen. Še KCŠ je bil. Tako, kot so še tako. Ja, tle this included, ne vem, kam je vrlo v angleščino, ampak Anselma, Cirkulacija, Cirkusarna naokrog, delavnica Levo, Friteza, Šiška Creative Zone, torej KCŠ, Creative Laboratory Krater in Riso Paradiso. Še Riso, ja, tako. Fak, več je, kakor se spomnim. Ja, pač potrudili smo se vključiti čim bolj raznolike prostore. Pa se vam zdi, da je prišlo do kakšnih premikov, dodatnih vprašanj, obravnave, ne vem, strani medijev ali pa kaj tazga, a je ta razstava in ta projekt sta kaj pomenila za vas, da se je pri vas kaj spremenil ali pa karkoli, ali je to zdaj nekaj, na kar se spominjamo z lepim katalogom? Ali pa z grdim katalogom, kakorkoli hočeš. Obsežnim, tako. Obsežnim katalogom. Pa ni bil katalog, ne? Publikacija. Z obsežno publikacijo z rumenimi platnicami. Mislim, seveda je bil namen opozoriti na skupnostne prostore, oziroma kaj so, kaj lahko pomenijo za neko družbeno okolje. Kakšen je bil pa dejansko izkupiček tega truda, je pa mislim, vsi vemo, kakšna je scena v našem najlepšem mestu. Pač na svetu. Shout out Zoki, da nam denar. Ja. Ali pa saj plac, ali pa stroške plači, karkoli. Mislim, to je taka problematika, ki konstantno na vsake toliko časa pač se obravnava, ampak se bojim, da je pa v bistvu z vsakim novim gradbenim projektom v Ljubljani dobi ta problematika še en nož v hrbet. Ja, Selih Cirkusarna, ne? Je od takrat, ko ste videli, do danes izgubila prostore, recimo. Ja, sicer se trudijo nekje. Ja, v placu zdaj delujejo, kot vem. Ja, to, mislim, so najdli alternativne prostore, ampak še vedno je bila to kar velik pretres, no. Če si lahko profitabilen, je to, ali pa do neke mere profitabilen, ali pa da najdeš neko nišo znotraj tega, kar pač počneš, da je profitabilno, je toliko lažje v bistvu delati, plačevati najemnino, plačevati stroške
in zdržati dlje časa. Če pa tega nimaš, je pa žal težje ali nemogoče. Ja, saj to je zanimivo. Ne? Jaz sem bila pol tudi na tej okrogli mizi, ki se je zgodila tam pod mostom pri Dobri Vagi, kjer je Kelo, torej smo prej rekla, da je bil Peter Rauch. Pa Urška Prajs, maybe še zraven. Tako malo je paradoksalno, ne, da gre v resnici za nek projekt, ki ga je nenazadnje tudi sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Ne. Ja, zgodil se je in to je tudi vse. Ne. Zdaj, v primerjavi z, če primerjamo, če bi želeli povzeti, a je kdo imel kaj od tega zares, razen tega, da smo se pač nekateri spoznali s temi skupnostnimi prostori, jih mogoče celo šli pogledati. Če je vsaj to bilo, da se je razširil krog poznavanja, novih sodelovanj, navezav, je to absolutno že nek dosežek, ampak na nivoju pač občine in kaj to pomeni za širšo problematiko umetniških ateljejev, prostora za delovanje kulturnih delavcev, pa mislim, da nismo dosegli absolutno ničesar. Sofinancirali so nam projekt in s tem pomirili duhove, ali kako bi temu rekli. In to se mi zdi pač konstantno ponavlja. Odpira se tema, problematizira in potem zapre nazaj. Odpira se tema, problematizira se, naredi se razstavo, pol se arhivira razstavo in pol se pozabi. In pol se naredi še en katalog. Ja. Kakšen predlog za finančne mehanizme? Oziroma, vidiš, ne, dejansko se sprašujem, poleg tega, da se nameni več denarja, se mi zdi, da je tukaj nek bolj sistemski problem, da se določenih takih skupin niti ne vidi iz strani birokracije. V smislu, da nimajo prostora se umestiti v birokratski svet in priti do financiranja. Pa eni tudi ne znamo. Ne gre se za to. Sploh ne vem, kako bi se lotil denar dobiti od kogarkoli. Pač to se veš, da se da, če se spravimo, ne? Ampak jaz mislim, da bi pač širše gledano in za neke kolektive in za samostojno delujoče umetnike, umetnice. Mislim, zdaj ne vem, koliko ima MOL praznih nepremičnin, ki so mogoče tudi v slabšem stanju. Ali pa ne, ampak zakaj se ne more to vrstnih prostorov recimo dati v rabo, dokler pač ne pride niso namenjeni za neko obnovo ali pa nekaj. Pač, zakaj ne dati ljudem prostorov, ki bi jih vzdrževali, ogrevali, plačevali samo stroške, brez najemnine in s tem v bistvu pripomoreš k nekemu dogajanju in k nekemu ustvarjanju. Podobno kot je bila Tobačna v bistvu. Tam je bilo kar dosti ateljejev, dokler se ni zadeva preuredila. Ne? Ja, ampak tudi na Tobačni rastejo cene najemnin. Ja, ampak včasih so bile dosegljive cene, dokler se zadevo ni spremenilo. Nikoli, ampak res nikoli ne bom razumela logike, raje imam prazen prostor in nič denarja ne dobim od tega prostora, ali pa pač imam nekoga v tem prostoru, ki skrbi za ta prostor in plačuje stroške namesto mene. Meni se to zdi izjemno kmečka logika. Ja, po moje to do neke mere izvira iz tega, da če ti odpreš prostor in noč spustiš skupino enih razjarjenih umetnikov, da ti znajo narediti toliko škode, da je bolj, da ti nimaš nobenega noter. In kdo pravi, da smo razjarjeni? Pa še ven namo hodili. Ja, sej karikiram v smislu, kako... Mislim, če je to mentaliteta, potem boljš, da sploh... Vid, ne? Te, a veš, že tako nehamo. Kulturne delavce, ki kao nič ne delajo in samo vlečajo ta denar, ki državni, ne? Ravno kar smo zveli, da ne znajo več tega denarja. No, sej pol unih 10, ki jih pa zna, sej ne vem zares, ne, ampak se mi zdi, da ko si vprašala, ne, kaj dogaja ljudem v glavi v tem oziru, se meni zdi, da velikrat ljudje rajš plačujejo te stroške, pa da imajo mer pred komerkoli, ki bi potencialno pomenil več dela za njih. Si predstavljam, ne vem pa, ampak bi recimo eden od potencialnih rešitev pol, če upoštevamo neko to administrativnost, pa vse bilo, da recimo, ne vem, Kela postane zavod in da MOL odpre novo razpisno področje, ki je prostori za skupnosti, ne?
In da se potem te ljudje, ki bi mogli biti zavod ali kaj na neki točki, ali kaj sem zavod, je spet stvar, rabiš predsednika, rabiš, da so isti ljudje, bla, bla, bla. Da se Ampak potem ta birokracija se da rešiti. Ja, da Samo bi- mi da bi- nimamo razpisov. Ja, sej, za da bi take. odprli novo razpisno področje. Ne? Odlično. Na tak način. Recimo to bi, in pa bi mogli imeti nekoga, ki bi se pač seveda s tem ukvarjal. Recimo jaz v tem vidim rešitev, ne? Ker ti se zdaj ne morete se kot Kela, mislim pa itak se ne morete kot Kela, če niste zavod, ampak da se mora zdaj Peter kot samostojni, živeči v Ljubljani, v imenu Kele prijaviti za ateljejski prostor in pol mu dajo nekaj, kar je veliko kot ta soba in pol pričakovati, da boš ti tam fural Kelo. Zdaj, če bi teli oni se sploh prijavljati za kakršenkoli zastojn prostor v Ljubljani, bi potrebovali najprej 2 leti kot zavod, da ratejo zavod, potem dokazati, da so v javnem interesu in šele potem si ti upravičen potencialno do prostorov, kjer plačuje samo najemnino. Ja, ampak se moraš dokazati z nekimi izdelki in temi Kje pa so stvarmi. ne. ti prostori? Ne, tudi če so prostori na voljo. Ja, razumem, Kar- kaj misliš. Ja. In tudi če imaš vse te stvari, še vedno niso zagotovljeni, to hočem reči. Ne? Ampak si kljub pa mogoče vsemu vsaj temu korak tvojim dokazom, ti bližje. nisi Ja. upravičen do tega. Ampak imaš vsaj upanje, da taki prostori so na voljo, da tak razpis obstaja. Ja, Če pa takega razpisa ni, pa pač ne moreš Pa ne, niti razmišljati v tej neki smeri. občinski ateljeji, pa Ja, bivalni, pa Peter, Je kar ampak nekaj koliko prostorov, jih je? nimam pojma. In Pa kdo konec biva v koncev. takih ateljejih? Se mi je vseeno, meni je sam lažje pač tle najemnino plačevati, pa se sploh ne ukvarjati. Sej to je tudi stvar, da na neki točki, če se hočeš birokratsko prebiti čez te razpise, pa vse te stvari, kot je rekel Jernej, moraš biti najprej zavod 2 leti in potem se moraš dokazati, da si v javnem interesu, izpolnjevati tisto, izpolnjevati uno, 3., 4., 5., pol pa če ja, tisti, ki ima možnost, da se temu ogne, ali pa vsaj proba, pa pol gotovi, da se mu to fucking ne da. Ker je, porabiš več denarja, sredstev, energije, ljudi, ki morajo zastonj delati, da Spremeniti pogoje. Ja, da ti potem oni stočkujajo, da nisi primeren za ta prostor in dajo noter nekoga, ki, Že ima 2 ateljeja ali pa še ja, naprimer. Ne. lastniško stanovanje. To je problem. Ne? In pol tudi, a veš, potem, ko se pa vseeno dotaknemo teh skupnostnih prostorov, pa vidimo, da imajo plac, pa da jim je noter kul. Pa znaš še kdo reči, da ne, se ne rabijo placov, ne, se imajo plac. Vse vam je ful dobro tukaj. A veš, zakaj bi se sploh matrali s tem? Tam, ker je volja, je moč, ti ljudje bodo že naredili plac, če bodo hoteli. Ne? In je to problem. In v bistvu se vrtimo v krogu, kot si prej rekla. Ne? Ja. Sorry, da sem te zamorila. Ja, sej, vedno se trudim ne postati zamorjena, ampak ja, je taka tematika, ki ne vidim glih luči na koncu tunela. Mogoče še zakaj sploh potreba po skupnosti in zakaj se ne bi nekdo pač sam na tržišču, recimo, ne? Zakaj se združevati sploh? Mislim, zdaj konkretno v primeru Kele, ta oprema, ki je tukaj, tudi če je bila podarjena, v nekem izkupičku ni poceni. Ne? In tudi potrebuješ prostor za njo, dost velik prostor za njo. Lažje je potem biti v kolektivu, ki si deli to opremo, ker iskreno pač, dobro, takih povečevalnikov, kot je naša kravica, ni glih veliko na tem svetu, ampak recimo tudi nek manjši namizni povečevalnik za neko ustrezno delo v temnici pač potrebuje prostor, potrebuješ korito. Pač je neka investicija, ki je en posameznik, študent ali pa tik po študiju, si teže privošči, kot pa pač ali ne privošči, kot pa če pač je to na voljo v nekem kolektivu, ki pač vsak nekaj doda, prinese, kupimo skupaj in potem pač si to delimo. Je lažje kolektivno, absolutno, za to vrstno prakso. Kaj pa tudi kakšno deljenje mnenj, druženj, takih. Verjetno je to še bolj. Odvisen, kakšen človek si. Sej, eni so zelo hitro videli, da jim delo v kolektivu pač ne ustreza, enim pa pač ja. Meni je super imeti tle še ene par ljudi, ki so ponovadi tle. Znači, zakaj vas piti? Vseeno, zakaj. Ja, prineseš kaj pokazati, a je to, kako se ti to zdi. Dialog je vedno dobrodošel, pač, ker se z njega pač rojevajo nove ideje in nove stvari, nova mnenja in sam na podlagi tega lahko v bistvu ti kot posameznik rasteš na ustvarjalnem nivoju. Osebno mnenje. Pa da ne funkcioniraš nujno v nekem balončku. Ne?
Ja, kakor kdo. Enim pa ful pa še biti pač sam svoj atelje, sam svoj samozadosten. Niti eno, niti drugo ni edina pravilna pot. Mislim, sej tudi v tem prostoru niste vsi v enem prostoru, to ni open space. Ne? Še vedno imaš to možnost, da se malo umakneš, da si sam, da delaš na nečem, brez da se nujno srečuješ. Mislim, No, sej tako, kot je takrat rekla Sara, da ona se zapre v svoj prostor in noče, da jo kdo moti in ona dela. kako zdaj. Ja, pa rab malo družbe, pa tako, pa se malo podruži. Ne. Mene zanima, odkje ime Kela? Kaj to pomeni? Kela je, kako se reče, lopatka za nekaj za betoniranje. Za Ja, metanje beton, mislim, za Ja, A una, ka mečeš ali una, ka polka? Ka gledaš? una taka, tak. A ni tako tista, ki ima, mečeš. ki Mislim, ima da na tako špičko. mečeš. Špičko ima, ja. Za omavtati. A temu Ja. se reče Kela? Iz tle izhaja, je seveda tudi, Ste računali, da bo dosti več ometavanja, verjetno na začetku. pa se ga je kar bilo. Tamle za tabo je nov zid, naprimer. To je bila tvoja ideja? Ne, po moje Rauch. Je bila pa kar okrogla miza za to ime, če se ne motim. Ja, vem, jaz nisem kaj dost prisostvoval. Je pa ja, Kela kot Keller, klet, tako da ja, lahko Tako več več pomensko, ful. povezav. Ja. Ja. Zato se ima okroglo mizo, ne, in se ne samo ene stvari spomniš, tako in to je to. Kolektivno delo. A je to slučajno letelo na kakšne najne naslove, Jernej? Ne, to je čisto nasplošno. Še kaj mogoče? Ja, mislim, da še ena zadeva, ne. Anja, ti še nisi povedala vsega, kar počneš. Ojoj, Ko Kaj te pa zanima? Ko ne mečeš kemikalij po papirju, Si pa kaj? trudim se kurirati razstave. Zadnje, zdaj bo že kmalu 1 leto, pretežno v Mariborski galeriji Tkalka. to je čist fresh galerija, ne? To gledam zdaj, ko smo delali pregled leta pri koridorju. Ja, marca bo 1 leto. Ja. Marca je bila prva razstava, marca 2023. In ti si kot kaj, kot nek hišni kurator tam. Tina Gerlec, v bistvu ustanoviteljica, direktorica galerije Tkalka, me je povabila k sodelovanju kot hišnega kuratorko. Sicer sva kmalu ugotovili, da bo potrebno, mislim, da je samo zdravo, da imamo tudi povabljene kuratorje. Tako da ja, prejšnje, se pravi 2023, sem vse razstave kurirala jaz, zdaj tole prihajajoče, tekoče 24, pa bo malo bolj pestro, kar se tiče tudi povabljenih kuratorjev. In tako bo tudi vnaprej. Kaj pa je, bi na kratko opisala nek fokus galerije Tkalka, če ga ima, s čim se pretežno ukvarja, oziroma kaj se tam razstavlja? V bistvu je Tinina ideja, želja je bila, da ponudi prostor mlajši generaciji, mlajši zdaj, mogoče tudi do srednje generacije. Ta leta oziroma te oznake so Vsi zelo so mlajša generacija. fluidne. Ali pa tudi, predvsem tudi najmlajšim, se pravi recimo ideja, da je recimo vsaj ena razstava na leto namenjena umetnici ali umetniku, ki še nikoli ni razstavljal. Kakšni študenti so to? Ali? Ja. Sicer večinoma je že tik pred diplomo ali je že diplomirani, ampak ja, potem v bistvu galerija je solidno velika, ima 3 prostore. V bistvu se moraš kar kot umetnik potruditi, da Če še jo nikoli napolniš, nisi ne. razstavljal, v bistvu da narediš projekt. rabiš veliko stvari, ne, za 3 prostore, to ni malo, ne? Ja, recimo. Odvisno spet od narave dela. Zdaj ni omejeno na en medij ali pa 2, pač sodobna produkcija. Kje pa se nahaja ta galerija v Mariboru? Smo v centru Maribora, Tkalski prehod 4. Se pravi, če greš od glavnega trga proti gradu po ulici, nekje tam vmes. Skratka, zelo center, ampak ena taka prečna shady ulica. Če gre nekdo v Maribor, pa gre kiblo pogledat po UGM, vmes se lahko ustavi. Prav direkt vmes smo, tako, vljudno vabljeni. Hvala. Bomo zaključili. Jernej, imaš mogoče mislim, še da kakšno smo vprašanje, pripombo? Da smo kar v redu.
Ti imaš še neko razstavo, ne? Kdaj imaš? Ena je zdaj. Zdaj pomeni? Povej še enkrat po mikrofon, pa povej, kje pa kaj. Smo še tle. Ja, trenutno imam na tam mestnih plakatih do 8. februarja na Vegovi. Novembra imam pa razstavo v P74 galeriji. Tako da, ja, to dvoje je trenutno, no. Tudi vabljeni, ne? Tudi Bomo prišli ali pa pogledat. tudi ne, ne vem, če se splača. Dobro, tako majhno razstavo za tak plac pa bomo že. No ja, sej to. Joj, tepla te bom. Valjda, da pridemo pogledat. Pa kot Kela, kot skupnost imamo v planu septembra še v Medianoxu v Mariboru nekaj pripraviti. Mogoče še kaj prej ali pa pol. Kakšen website, Instagram od Kele, ker se da slediti, kaj se dogaja? Instagram obstaja, fura ga Urška Price, nimam pojma, se zares kaj gor dogaja, mogoče, verjetno. Včasih je bil bolj aktiven. Moramo jo malo povprašati. Ja, pa če v Berlinu, no, ne moreš. Se vem. Valjda ima PR boljše nadaljavo. zadeve. Social media management. Ja, lahko bi imeli kakšen website, no. Vse to, da imate te tekoče stvari gor. Vas je toliko, če vsak da svoje stvari, se kar Če bi. najdejo. Mogoče pa lahko mlajši generaciji Tako, Kele bo. predaš Instagram profil, če se bo Se po mojega Urška imajo vsi- strinjala. Ja. Njim to- njim se še da mogoče malo objavljati. Ja, ampak zdaj to leti, da sem jaz tle, pač obstaja. Ne, upam, ni da- hotel reči, da to se mi zdi, da je tema za neko okroglo mizo Kelino, pa da se malo pomente. Ja, pač password bom napisal nekam na steno, če ga slučajno kdo nima, pa ne delajo kar čjo. Ok? Kaj si rekel? Fancy. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Zahvaljujeva se Anji in Petru, še posebej za zanimivo izkušnjo snemanja v njihovih prostorih od Kele. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast itd. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Napišite nama kakšen kul komentar, polajkite epizodo, lahko tudi predlagate kakšno tematiko, o kateri bi želeli, da govoriva, ali pa predlagate svojega top choice gosta. Hvala vama. Hvala vama. Hvala. Ciao. Vsakeč Mi je smo tako, ne, free, we don't pač. exist, we smo- don't care. We don't care, mi smo plovidni. Ker zdaj smo to čisto To bo zdaj nightmare, da jaz to editam, da bo normalno. Ja, Ampak tam, ker sem ne prekinul, boš zrezala. ti boš šla še lulat? Ne? Ok. Ne, zdaj peer pressure. Peer pressure. Sam vprašam. Ja, Ja. vprašam, da ne boš potem tako čez Ja, pa 20 minut cramped in boš fuck. Jaz sem se kar tle ukovzjel in to je to.